Da je ustavna pravica do komunikacije zakonita in nujna, so poslanci državnega zbora z večino potrjevali v zadnjih 2,5 leta trajajočih postopkih, potrebnih za dopolnitev drugega poglavja Ustave Republike Slovenije s slovenskim znakovnim jezikom in jezikom gluhoslepih. Ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v državnem zboru v petek 4. junija 2021. Pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki so bili pobudniki ustavne dopolnitve, so pozdravili dejstvo, da smo vendarle stopili korak naprej k spoštovanju temeljnega cilja slovenske ustave, da deluje za dobro vseh državljanov in da smo pred zakonom vsi enaki. Hvala predstavnikom vlade, ki ste v teh letih podpirali pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ter hvala poslancem državnega zbora, da bomo tako postali prva država v Evropi z jezikom gluhoslepih, ter 5. država v Evropi in 12. država na svetu z znakovnim jezikom v najvišjem pravnem aktu države. Novi 62.a člen Ustave Republike Slovenije opredeljuje pravico do svobodne uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika, kar pomeni, da bo država uresničila pravico do rabe jezika in izražanja ter do celovite rabe tolmača znakovnega jezika na vseh področjih vsakdanjega življenja. Na območjih občin, kjer sta uradna jezika tudi italijanščina ali madžarščina, je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega in madžarskega znakovnega jezika. Uporabo teh jezikov in položaj njihovih uporabnikov ureja zakon. Zakon ureja tudi svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih. Ustavna sprememba ni nikoli bila cilj, temveč temeljni pogoj za nov začetek. Zato nam je danes dovoljeno, da skupaj z vami rišemo lepšo prihodnost. Izredno smo počaščeni, da ob 90. obletnici organiziranega delovanja gluhih na Slovenskem tudi obeležujemo kot najlepše darilo in sicer vpis znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo. In ravno to ob času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Zato je to morda tudi poziv Evropske unije in svetu, da sledi primeru dobre prakse Slovenije in tudi v svojih državah uredijo status gluhih in gluhoslepih. Zasluga za ta zgodovinski dosežek gre po mnenju predsednika Pahorja Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Zato je reprezentativni invalidski organizaciji za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom vročil posebno priznanje. Zato sem sklenil, spoštovani gospod predsednik, vročiti zahvalo predsednika Republike, ki jo ob današnji slovesnosti prejme Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije za pomembno vlogo pri vpisu znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije ter njeno vsestransko pomoč ljudem z okvaro sluha pri vključevanju v družbe. Iskreno čestitam. V letu, ko praznujemo 30 let samostojne Slovenije, je država priznala uporabnike slovenskega znakovnega jezika kot samostojno in neodvisno skupnost z lastno kulturo, identiteto in jezikom. Izkazana enotna politična volja, po mojem mnenju, dokazuje širši družbeni pomen naše zveze. Vsem staršem, ki se jim rodi gluh otrok, vsem, ki izgubijo sluh zaradi bolezni ali starosti, vsem nam je lahko v teh vedenje, da obstaja človekoljubna organizacija, kot je vaša, ki zna pomagati svojo strokovnostjo in z občutkom za sočloveka. Magistru Dejanu Židanu, predsedniku Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije, je v času globoke polarizacije političnega prostora uspelo skoraj nemogoče, saj je imel predlog pri vseh glasovanjih podporo večine.
Za to spremembo ustave so gluhi in naglušni dobili potrditev, da je slovenski znakovni jezik povsem enakopravni slovenskemu jeziku, ki ga uporablja večina. Vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo je poseben dosežek na področju invalidskega varstva in človekovih pravic, je dejal minister Janez Cigler Kralj. Pomeni velik korak k zagotavljanju enakih možnosti ter lažjemu vključevanju uporabnikov slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v družbo. Tako Republika Slovenija sledi konvenciji o pravicah invalidov, je primer dobre prakse. Predsednik Veršič si predvsem želi, da bodo gluhi zdaj končno lahko uveljavili vse svoje zmožnosti. Predvsem izpostavlja mlade, saj je zanj in številne generacije gluhih ta dan prišel prepozno. Gledati, spominjam, samo sem hodila s to, rekli sem, ne samo meni, ampak nam vsem drugim prepovedali uporabljati jezik. No, čas je šel skozi, ko smo malo odrasli, smo postali malo bolj pametni, pogumni, smo začeli tudi terjati, da se nam prizna jezik. Danes, ko sem poslušala, je šlo kar na jogo, 90 let, lahko povem samo, da sedaj lahko mirno umrem. Preveč časa smo posvetili usklajevanju pogledov na normativno urejanje. Zato je skrajni čas za hitro uveljavitev znakovnega jezika v praksi. Danes bi rada tudi nekaj besed povedala našim mladim. Vsem tistim, ki še prihajajo, borite se še naprej. Tisti vnos znakovnega jezika v ustavo je samo en del cilja. Čaka nas veliko dela, ampak to nismo mi, ampak ti mladi, borite se. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je od leta 1979 razvila 20 000 kreten, kar je besedni zaklad slišečega sedmošolca. Odslej bo nadaljnji razvoj slovenskega znakovnega jezika financirala država, saj dosedanji obseg kreten ne dosega komunikacijskih zahtev sodobne in na znanju temelječe družbe. Od danes naprej bo vsak gluhi otrok imel možnost za celovito tolmačenje pouka. Tako se bodo lahko enako kakovostno izobraževali kot slišeči vrstniki in sodelovali v učnem procesu.
Po pričakovanjih bo uveljavljen tudi predmet slovenski znakovni jezik, kjer se bodo gluhi lahko učili o zgodovini svojega jezika, slovnici in narečjih. Vse to so ključni pogoji, da se izboljša izobrazbena sestava gluhih, ki v Sloveniji trenutno veljajo za najslabše izobražene med invalidi in zasedajo slabo plačana delovna mesta. In naša srčna želja je, da to, kar so doživljali starejši gluhi v šoli, nikoli več ne bo primer v Sloveniji, da bodo lahko danes starši, ki imajo gluhega otroka, lahko svobodno izbirali, ali grejo v posebno šolo ali v redno šolo, ter da bodo imeli pravzaprav tolmača. Hkrati pa tudi morda še ena rešitev, gluhi otroci potrebujejo poleg tolmača tudi zapisnikarja. Še do dan danes nekako Ministrstvo za šolstvo ne sprejme naše pobude in predloga, da bi bili v zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami vpisani tudi gluhoslepi otroci. Tudi oni imajo pravico do svojega načina izobraževanja in danes ga nimajo. Jutri bodo lahko gluhi in vsi ostali uporabniki slovenskega znakovnega jezika zahtevali, da se v nove predpise, v novih ukrepih zapiše, da imajo pravico uporabljati svoj materni jezik. Jutri bodo lahko začeli zahtevati, da se v praksi spoštuje njihova pravica. Pesem Tople oči avtorice Urše Vlašič v izvedbi Nine Pušlar je nastala v počastitev tega prelomnega dosežka in govori o tem, da svojih čustev ne ovrednotimo z besedami, ampak z dejanji. In ravno dejanja vseh odgovornih bodo v prihodnje odražala učinek ustavne dopolnitve. In jaz obljubim, da kot varuh človekovih pravic, da bom na tem bdel, spodbujal ne zgolj države, ampak tudi ostale, da bodo upoštevali to ustavno pravico. Tako se je v 21. stoletju, skoraj 500 let po Trubarju, z velikim zmagoslavjem končalo obdobje prizadevanj gluhih in gluhoslepih za temeljno človekovo pravico do uporabe njihovega maternega jezika. Zato so danes vsem dovoljene sanje. Vse nadaljne dni pa naj jim ta pomembna zmaga tlakuje pot do uspeha in uresničitve vseh potencialov.